No, Belorusija je popustila. Ampak če misliš, da je s tem konec, verjemi mi, ni. Pravzaprav ne zaupaj mi, naj ti razložim. Seveda govorimo o Zelenskega ultimatumu Belorusiji iz prejšnjega tedna. Prenehajte pomagati Rusiji pri njenih napadih z droni na Ukrajino, sicer vas bomo fizično ustavili pri tem, da pomagate. Ukrajinski predsednik je bil dovolj prijazen, da je ponudil 7 dni za odgovor. Morda popolnoma zmeden, ker to ni bil dvotedenski rok. Lukašenko je bil še prijaznejši in je odgovoril že v 3 dneh, čeprav smo za situacijo izvedeli šele včeraj. Sistemi, ki jih je uporabljala Rusija, so zdaj izklopljeni, čeprav se lahko drama podaljša, če so res izklopljeni ali samo navidezno izklopljeni. In zato želim danes predstaviti še nekaj podrobnosti o tem, kaj se je dogajalo prej. Pojasniti taktično spremembo, ki jo je Rusija naredila v zadnjih nekaj dneh, in razpravljati zakaj. Očitno zmanjšanje napadov, ki ga je bila Ukrajina deležna v teh dneh, ne bo dolgoročni učinek beloruskega popuščanja. Nato bom prešel na to, kako bo rusko spoštovanje dogovorov odvisno od tega, kaj bo Ukrajina naredila naprej in zakaj še nismo iz nevarnosti glede aktivnih sovražnosti med Ukrajino in Belorusijo. Naj pa začnem z veliko spremembo. Takšna je bila tipična ruska strategija pred nekaj tedni. Rusija upravlja vsaj 5 standardnih letališč vzhodno od Belorusije, s katerih redno izstreljuje drone Šahed. Ti droni nato sledijo meji med Ukrajino in Belorusijo, tako zaradi zaščite pred ukrajinsko obrambo, kot tudi zaradi usmerjanja s pomočjo signalov. Neto ostro zavijajo levo in se usmerijo proti svojim končnim ciljem. Naj vam navedem nekaj splošnih številk, da dobite predstavo o obsegu celotnega problema, pri čemer poudarjam, da nimamo javno dostopnih podatkov o specifičnem problemu, o katerem govorimo. Leta 2025 je Rusija proti Ukrajini izstrelila približno 55.000 dronov tipa Šahed, od katerih je bilo okoli 32.000 dejanskih udarnih dronov, ostali pa so bili vabe. Ker nimamo letnih skupnih številk posebej za Kijev, vam lahko povem, da je bilo na najbolj obremenjen dan v letu proti mestu usmerjenih med 300 in 500 dronov. Vendar upoštevajte, da lahko v trenutni situaciji droni napadajo iz več smeri in da Rusija napada tudi druga mesta, ne le Kijeva. Zato je zelo težko natančno določiti, pri koliko dronih pomaga Belorusija, zato je najbolje, da to opišemo kot splošnejši problem. Po lastnih podatkih Belorusije je bilo v enem letu 1400 kršitev zračnega prostora, 520 dronov pa je strmoglavilo znotraj beloruskih meja. Vendar bi te statistike obravnaval kot najnižjo možno oceno dejanskih številk. Višje številke bi vlado prikazale kot šibko in nesposobno nadzorovati lasten zračni prostor. Zato obstaja spodbuda, da se dejanski obseg problema prikazuje kot manjši. Kar zadeva nekatere bolj taktične podrobnosti, je Rusija na običajne stolpe mobilne telefonije znotraj Belorusije namestila repetitorje. To so v bistvu komunikacijske naprave, ki zagotavljajo, da ruski droni Šahed letijo v pravilno smer. Lahko tudi pomagajo dronom, da si okomorajo po ukrajinskem motenju signalov, če do tega pride. No, velika novica od včeraj je, da ti repetitorji niso več delovali. Kaj točno to pomeni, ni jasno. Možno je, da je Rusija preprosto izkopila stikalo in zato ne oddajajo več. Možno je tudi, da jih je Rusija razstavila ali pa je v postopku razstavljanja. Kakorkoli že, kratkoročni učinek je jasen. V zadnjih dneh ni bilo množičnih napadov Šahed vzdolž meje. Če špekuliramo o tem, kaj se je dogajalo v ozadju, je Belorusija ponotranila naraščajočo grožnjo ukrajinskih brezpilotnih letal srednjega dosega in ugotovila, da je verjetnost kinetičnega napada na Belorusijo previsoka. Zanimivo je, da je Lukašenko očitno prepričal Putina, da se s tem strinja. Pred nekaj dnevi ni bilo jasno, ali bo Kremelj pritiskal na svojega partnerja v zvezi držav, da bi Ukrajino prisilil naj nekaj stori ali pa utihne. Ena od razlag tukaj je, da Rusija preprosto nima pogajalske moči v odnosu do Belorusije, da bi vsilila svojo želeno politiko. Možno je tudi, da je Kremelj zaskrbljen zaradi stabilnosti vlade v Minsku in da bi bila vsaka dodatna nestabilnost, ki bi jo lahko povzročili ukrajinski napadi, v škodo obema deloma zveze držav. Zagotovo bo prisoten skepticizem, da nameravata Belorusija oziroma Rusija dolgoročno še naprej spoštovati dogovor. To je pravzaprav tudi razlaga beloruske opozicije, ki je istočasno objavljala poročilo, da se Lukašenko pripravlja na vstop v vojno. Da bo jasno,
To je povsem mogoče. Kakorkoli že, Kremelj zanika, da bi bil na Belorusijo kakršenkoli pritisk za sodelovanje. Ampak tukaj moramo biti previdni, ker ima opozicija spodbudo, da vlado prikaže kot popolnoma nerazumno, namesto le večinoma nerazumno. Vse, kar sam poročilo nakazuje, je, da je Belorusija povečala obrambno porabo in novačenje vojakov, kar niso presenetljivi ukrepi, če imaš veliko vojno na svoji meji. Ukrajina pa je pred kratkim pokazala, da ima sposobnost napasti Kursk. Tukaj ni ničesar, kar bi bilo neizbežno, kot pri tistem, pred čimer je Bidenova administracija svarila pred začetkom invazije. Torej, to ostaja morebiten razlog za skrb, vendar poročilo ni nekaj, kar bi moralo bistveno vplivati na vaše mnenje. Vrnimo se k repetitorjem. Pred trenutkom sem omenil, da nenaden upad napadov z droni skozi severni koridor ne bo trajal dolgo. Naj razložim, kaj mislim na splošno. Recimo, da so repetitorji preprosto izklopljeni. No, neposreden učinek za zdaj je, da je severna napadalna pot postala za Rusijo precej težje prehodna. V redu, če razmislite o tem, kako bi morala Ukrajina vnaprej razporediti svojo obrambo, je cilj izenačiti svojo ranljivost na vseh frontah, da Rusija ne bi izkoristila kakšne posebne šibkosti. Tako, če ohranite ukrajinsko obrambo nespremenjeno in nenadoma otežite eno določeno pot, je ruski odziv na situacijo preprosto ta, da preusmeri svoje napade drugam. To pa posledično naredi vse ukrajinske obrambe na severu nepomembne. Ne v smislu, da so bile uničene, ampak v smislu, da na koncu niso uporabljene. Nekatere od teh obramb je zato treba preusmeriti na druge napadalne smeri, da se vse skupaj ponovno izenači. Torej je dolgoročni osnovni ravnotežni učinek ta, da Ukrajina občuti olajšanje tudi povsod drugje in da Kijev občuti enako raven olajšanja kot ti kraji. Zato, če živite v Kijevu, zadihajte nekoliko lažje, vendar ne verjemite, da bo zdaj nenadoma vse postalo lahko. Kar manjka v tem pogovoru, tako v splošnih medijih, kot tudi v mojem dosedanjem razmišljanju, je, kako bo belorusko oziroma rusko ravnanje v skladu s tem odvisno od tega, kaj bo Ukrajina naredila naprej. In to je prav tako odvisno od natančnega statusa repetitorjev. Lažji primer je, če so bili repetitorji razstavljeni. Potem bo Ukrajina verjetno lahko tudi opazila, če bo Rusija poskušala te repetitorje ponovno vzpostaviti. Če je tako, jih lahko Ukrajina pri razvoju svoje nove obrambne drže bolj ali manj ignorira, le da mora ostati pozorna na možnost, da bo treba hitro ukrepati, če obveščevalni podatki pokažejo, da Rusija ponovno vzpostavlja repetitorje. Težji primer je, če bi Belorusija dobesedno pritisnila na stikalo, da jih izklopi. Potem ima Rusija ob naslednjem načrtovanju napada na voljo 3 glavne možnosti. Prva možnost je napad drugje. Druga možnost je napad na severno pot brez repetitorjev. In tretja možnost je napad na severno pot z vklopljenimi repetitorji. Odvračilni dejavnik pri tretji možnosti je, da bo Rusija plačala določeno ceno, če bo s tem razjezila Belorusijo. Zdaj je mogoče, da razjeziti Belorusijo ne bi bilo vredno, ne glede na to, kako Ukrajina razporedi svoje napadalne sile. Boljše je napasti po severni poti brez repetitorjev, če je to smer, v katero želi iti Rusija. V tem primeru se dilema vrne k standardnemu problemu razporeditve obrambnih sil. Izračunati, ali je to res tako, ni preprosta naloga. Nihče od nas na tej strani megle vojne nima pravega občutka za to in prepričan sem, da je to trenutno tema razprave znotraj Ukrajine. Nasprotno pa, če bi Rusija razmišljala o napadu na severno pot, bi morala Ukrajina intuitivno ohraniti več zaščite na tem območju v primerjavi s prejšnjim primerom. Vendar bi morala Ukrajina nameniti manj napora temu območju, dražje kot je za Rusijo, če razjezi Belorusijo. To je zato, ker se Rusiji drugi cilji zdijo primerjalno bolj privlačni, zaradi česar mora Ukrajina zaščititi ta območja. Kje bomo na koncu videli napad in ali bodo repetitorji na koncu ostali tihi, je odvisno od tega, ali je severno območje določeno noč posebej ranljivo. Očitno je ta drugi primer slabši za Ukrajino, saj mora zdaj upoštevati možnost, da bi Rusija lahko porabila močnejše ofenzivne zmogljivosti. In to nas pripelje do zadnje točke za danes. Drama z repetitorji še ni končana. Da bo jasno, ne govorim samo o tem, kako bi lahko Ukrajina prerazporedila svojo obrambo do te mere, da bi Rusija morda želela ponovno vklopiti repetitorje, čeprav bi to res povzročilo dodatno dramo. Pravzaprav je težava v tem, da Ukrajina morda še vedno ne bo sprejela trenutne situacije, če so bili repetitorji res izklopljeni in ne uničeni.
Imejte v mislih, da je bila začetna izjava Zelenskega o tej temi precej previdna, zato sumim, da je to trenutno tema pogovora v strateški sobi. Enako velja za ljudi v obveščevalnih službah. Da bi bili korak pred temo, pomislite na razliko v kakovosti rezultatov za Kijev, ko ve, da repetitorjev ni več, v primerjavi s tem, ko mora nadzorovati Rusijo in ji ne dovoliti, da jih preprosto znova vklopi. No, tukaj obstaja še ena možnost. Ukrajina bi lahko Rusiji preprečila možnost, da preklopi stikalo, tako da preprosto uniči infrastrukturo povezano z repetitorji. Cena tega je, da bi bilo zato potrebno napasti belorusko ozemlje, kar vzbuja skrb, da bi Lukašenko lahko odgovoril s še večjo podporo Rusiji. Vidite lahko, kako bi to lahko predstavili. Belorusija je bila razumni akter, ki je slišala ukrajinske skrbi in prepričala Moskvo, da jih izklopi. Kljub temu se je Kijev odločil za napad. In opazite, da so bili napadi usmerjeni na beloruske stolpe mobilnega omrežja, ki bi jih lahko uporabljali tudi kot civilno infrastrukturo. Tako je kljub najboljšim prizadevanjem Minska, da ostane zunaj vojne, Kijev svojemu sosedu ni pustil druge možnosti. Seveda je to le ena smer, v katero se lahko to razvije. Pred le nekaj dnevi smo razpravljali o možnosti, da je Lukašenko veliko bolj zaskrbljen zaradi razmer in si ne bi želel odgovoriti, če bi Ukrajina omejila svoje napade na vojaške cilje. Spomnite se, da je Zelenski prav tako grozil z napadi na beloruske rafinerije, kar pa smo za zdaj očitno opustili. Če je temu tako, se je kampanja prisile le nekoliko spremenila v primerjavi s prejšnjim tednom. Ukrajina bo verjetno ponovno zagrozila Belorusiji in ponovila, da je treba repetitorje odstraniti, ne pa jih zgolj izklopiti. Belorusija bo na to morala sprejeti usodno odločitev. Edina razlika je v tem, da zdaj vemo, da je Lukašenko bil pripravljen predlagati trenutno situacijo kot kompromis. Če to še ni bilo povsem jasno, je celotna vojna ena sama zmeda in ne zdi se, bi se kmalu kaj izboljšalo. Torej, kakšne so naše ključne ugotovitve za danes? Belorusija je popustila in izklopila repetitorske postaje, ki usmerjajo ruske drone. Ljudje v Kijevu so takoj občutili olajšanje zaradi zmanjšanja napadov z droni, vendar bo dolgoročni učinek manjše olajšanje za Kijev, saj bodo koristi občutila vsa območja, ki bi lahko bila napadena. Ali bosta Belorusija oziroma Rusija spoštovali tihi dogovor, je odvisno od tega, kako natančno bo Ukrajina preusmerila svojo obrambo, kar pa je tudi za Ukrajino zapleteno vprašanje. Obstaja pa tudi alternativa. Ukrajina vseeno napade repetitorje. Ampak ali se bo to zgodilo, bo predmet novih pogajanj. Medtem pa predmet novih pogajanj. To zveni kot nekaj, kar bi se lahko pojavilo v vsakem poglavju ene od teh dveh odličnih knjig o začetku vojne. Za več informacij o njih preverite opis videoposnetka. Če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal. In se vidimo jutri. Pazite nase.